Spoštovane članice in člani Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, spoštovani vabljeni. Ugotavljam, da je komisija sklepčna, prisotnih nas je 6 svetnic in svetnikov, zato dovolite, da pričnem 10. sejo Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, ki sem jo sklical na podlagi prvega odstavka 22. člena Poslovnika Državnega sveta. Da se današnje seje ne more udeležiti, so sporočili državna svetnica Monika Ažman, ki jo nadomešča državna svetnica Bojana Potočan, državni svetnik Jože Smolek, ki ga nadomešča državni svetnik Drago Žura, oba lepo pozdravljena. Opravičila se je tudi državna svetnica Saška Kjara Kumer in pa državni svetnik Mitja Gorenšček. Prehajamo na odločanje o dnevnem redu današnje seje. Sklicem seje 22. junija 2023 ste po elektronski pošti prejeli predlog dnevnega reda, ki se glasi: potrditev zapisnikov 8. 9. seje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide in predlog po drugo točko, predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o duševnem zdravju, druga obravnava EPA 819/9. In tretja točka, zaključki strateškega posveta o sodobnih zdravstvenih politikah in na to še razno. Ali želi o tako predlaganem dnevnem redu kdo razpravljati? Vidim, da ne. Predlagam, da potem gremo na glasovanje o dnevnem redu. Prisotnih je 7 članov komisije. Kdo je za? 7. Nihče proti. Ugotavljam, da je predlagani dnevni red sprejet s 7 glasovi za. S tem zaključujem odločanje o dnevnem redu in prehajamo na prvo točko dnevnega reda. Potrditev zapisnikov 8. in 9. seje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide. Predlog zapisnikov ste prejeli po elektronski pošti s sklicem. K predlogoma zapisnikov nismo prejeli pisnih pripomb, zato predlagam, da preidemo na odločanje o njuni potrditvi. Predlagam, da odločamo obeh skupaj. Smo za to. Prehajamo na glasovanje. Prisotnih 7 članov komisije. Kdo je za potrditev predlog zapisnikov? 7 za, nihče proti. Ugotavljam, da sta predloga zapisnikov 8. in 9. seje komisije potrjena z 7 glasovi za. Zdaj pa prehajamo na obravnavo druge točke dnevnega reda. To je predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o duševnem zdravju, druga obravnava. Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru po rednem postopku predložila Vlada Republike Slovenije. Povezavo do njegove vsebine ste prejeli s sklicem današnje seje. Naknadno ste po elektronski pošti prejeli še mnenje Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije s konkretnimi pripombami, tudi psihiatrične bolnišnice Idrija, ter stališča Šent, Slovenskega združenja za duševno zdravje, k predlogu zakona. Preden dam besedo gostom in pa seveda zainteresirani javnosti, uvodoma prosim predstavnico Ministrstva za zdravje, gospo Vesno Marinko, generalno direktorica Direktorata za javno zdravje, da v imenu predlagatelja predstavi vsebino predlaganega zakona. Gospa Marinko, 15 minut je vaših, izvolite. Najlepša hvala za besedo, spoštovani gospod predsednik, spoštovane članice in člani komisije. Vlada Republike Slovenije na svoji 50. redni seji 18. maja določila besedilo predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o duševnem zdravju. Bistven cilj predloga zakona je implementacija 2 odločb Ustavnega sodišča Republike Slovenije, in sicer odločbe iz leta 2015 in odločbe iz leta 2019. Zakon o duševnem zdravju je bil sprejet v juliju 2008, vzpostavil je pravno podlago za ureditev področja duševnega zdravja in je v pretežnem delu pomenil pomemben napredek pri varstvu pravic oseb s težavami v duševnem zdravju.
Drugače je bilo pri ureditvi postopka sprejema osebe, ki jim je bila odvzeta poslovna sposobnost, v varovani oddelek socialno-varstvenega zavoda in zagotavljanju terapevtskega cilja ukrepov zakona v varovanih oddelkih socialno-varstvenega zavoda. V tem delu je zakon o duševnem zdravju v neskladju z Ustavo Republike Slovenije, kar je v omenjenih ustavnih odločbah ugotovilo tudi Ustavno sodišče Republike Slovenije. V odločbi iz leta 2015 je Ustavno sodišče Republike Slovenije ugotovilo neustavnost ureditve, po kateri se je štelo, da oseba, ki jim je bila odvzeta poslovna sposobnost, soglaša z namestitvijo v varovanem oddelku socialno-varstvenega zavoda, kadar z namestitvijo soglaša njen zakoniti zastopnik. Ustavno sodišče je navedeno ureditev razveljavilo in do sprejema nove zakonodaje vzpostavilo prehodni režim, po katerem se v postopku zagotovi sodna kontrola namestitve. Predlog zakona po 8 letih končno določa drugačno zakonsko ureditev, in sicer bo sprejem osebe, ki je bila postavljena pod skrbništvo, mogoč le na podlagi odločitve sodišča. V postopku se zagotavljajo vsa procesna jamstva, sodišče odloča na podlagi neposrednega stika z osebo, tako da jo pred izdajo sklepa vidi in se z njo, če to dopušča njeno zdravstveno stanje, pogovori. Omogoči ji, da samostojno opravlja procesna dejanja, če je sposobna razumeti pomen in pravne posledice takih dejanj. Nadalje je Ustavno sodišče Republike Slovenije v odločbi iz leta 2019 ugotovilo, da zakon o duševnem zdravju poseg v osebno svobodo zaradi duševne motnje ustrezno konkretizira s sklicevanjem na varstveni, ne pa tudi na terapevtski cilj ukrepa. Zakon bi namreč moral jasno in določno opredeliti take pogoje pridržanja v varovanih oddelkih socialno-varstvenih zavodov, da odpade dvom o ustreznosti ustanove, ki bo ukrep odvzema prostosti izvršila. Državni zbor Republike Slovenije bi moral ugotovljeno protiustavnost odpraviti že v letu 2020. Predlog zakona določa vzpostavitev mreže varovanih oddelkov ter minimalnih prostorskih, tehničnih ter kadrovskih pogojev, ki jih morajo izpolnjevati varovani oddelki, ločeno glede na vrsto varovanega oddelka. Nadalje določa vzpostavitev evidence varovanih oddelkov in njihove zasedenosti, do katere bo sodiščem omogočen neposreden dostop, da bodo lahko pred določitvijo konkretne ustanove preverila, ali le-ta zagotavlja zakonsko predpisane minimalne pogoje. Izpolnjevanje zakonsko določenih pogojev bo omogočilo zagotavljanje tako varstvenega kot zlasti terapevtskega vidika obravnavane osebe s težavami v duševnem zdravju. Ob navedenem se s predlogom zakona odpravlja tudi nekaj drugih pomanjkljivosti zakona o duševnem zdravju in usklajuje njegove določbe z družinskim zakonikom, ki ne ureja več odvzema poslovne sposobnosti, temveč določa, da sodišče tako osebo postavi pod skrbništvo. Varstvo človekovih pravic je merilo, ki loči sodobne demokratične države od držav, kjer se izvajajo kršitve pravic posameznika na sistemski ravni. Osebe s težavami v duševnem zdravju sodijo med najbolj ranljive skupine prebivalstva, zato mora država zagotovitvi njihovih pravic nameniti posebno pozornost. Neprostovoljni sprejem in zdravljenje v psihiatrični bolnišnici oziroma sprejem v obravnavo v varovanem oddelku socialno-varstvenega zavoda pomenita hud poseg v človekove pravice in temeljne svoboščine, zlasti v pravico do svobode, pravico do duševne integritete, pa tudi v pravico do prostovoljnega zdravljenja. Bistveno je, da država neprostovoljni sprejem na zdravljenje oziroma obravnavo uredi tako, da v pravice poseže v najmanjši še potrebni meri za zagotovitev legitimnega namena, ki upravičuje tovrsten ukrep. To je odvrnitev nevarnosti, ki jo bolnik zaradi duševne motnje povzroča bodisi drugim, bodisi sebi, in zagotavljanje ustrezne pomoči ter terapevtske obravnave. Nedopustno pa je, da tudi po ugotovitvi neustavnosti toliko let ni bila sprejeta zakonska ureditev, ki bi zagotovila ustrezno varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin oseb s težavami v duševnem razvoju. Hvala za pozornost. Hvala lepa.
za vašo predstavitev ter stališče ministrstva oziroma vlade. Na sejo smo povabili še dve ministrstvi, katerih področje dela se dotika predlog zakona. Ministrstvo za pravosodje se je opravičilo, so pa sporočili, da so bile v času priprave zakona njihove pripombe po večini upoštevane. Sedaj pa dajem besedo še Ministrstvu za solidarno prihodnost. Z nami je gospa Hermina Štupar. Tudi vaše minute. Tole. Spoštovani gospod, hvala za besedo. Ministrstvo za solidarno prihodnost je sodelovalo v procesu medresorskega usklajevanja zakona o duševnem zdravju. Podali smo najnujnejše pripombe in pa pohvalili bi dobro sodelovanje z Ministrstvom za zdravje, tako da pripombe so upoštevali. Hvala lepa. To je lepo, če resorji tako družno sodelujejo. Zdaj pa bom predal besedo ostalim vabljenim. Varuh človekovih pravic in pa Skupnost centrov za socialno delo Slovenije so se opravičili, je čas dopustov že. Med nami pa je Skupnost socialnih zavodov Slovenije in z nami je gospod Denis Sahernik. Izvolite, beseda je vaša. Hvala za povabilo, hvala za besedo. Če se vodoma dotaknem samo cilja glede mreže izvajalcev z zavarovanimi oddelki in na hitro, če posplošimo te številke, naprimer 2 milijona prebivalcev, deljeno s 30 tisoč, je približno 66 oddelkov po 12 mest, pomeni, pač na skupnosti razumemo, da 800 mest bomo potrebovali za verificirane varovane oddelke. In na podlagi tega 5.a člena na skupnosti razumemo, da se teh 800 mest lahko vzpostavi pri vseh izvajalcih v javni mreži, torej tudi pri izvajalcih zdravljenja duševnih motenj, izvajalcih nadzorovane obravnave in pri socialnovarstvenih zavodih. Ni pač posebej opredeljeno, da se ta člen nanaša samo na socialnovarstvene zavode. Zato bi pač bilo super, da se tule pač tudi konkretno pojasni, če si to prav razlagamo vsi skupaj, ali je to mišljeno za vse. Obenem nadalje razumemo, da se te spremembe za varovane oddelke, ki jih prenaša ta novela, nanaša le na verificirane varovane oddelke, kar je tudi skladno z 11. členom tega dolgega pravilnika o kadrovskih, tehničnih, prostorskih pogojih in tako dalje, ki določa, da morajo izvajalci socialnovarstvenih storitev, ki izvajajo institucionalno varstvo v varovanem oddelku, za te oddelke pridobiti verifikacijo. In zakaj to govorim? Po podatkih ministrstva, ki so objavljeni na spletni strani, je bilo na dan 1. junija 2023 v posebnih zavodih za odrasle in domovih za starejše 255 mest pri 12 izvajalcih, ki so imeli ta mesta verificirana. V vednost pa dodajam še to, da je dodatno 423 mest na varovanih oddelkih pri domovih za starejše in posebnih zavodih za odrasle še v postopku verifikacije, pa še dodatno 58 mest je v varovanih oddelkih, ki zaradi arhitekturnih ovir ne izpolnjujejo meril iz pravilnika. Torej, zdaj, če ne upoštevam mesta pri drugih izvajalcih zdravljenja duševnih motenj, smo že zelo blizu te številke 800, če bi se vsa ta mesta verificirala. Kar pa želim zdaj v bistvu poudariti z svojimi besedami, je pa to predstaviti drug pogled socialnovarstvenih zavodov. Pa če izpostavim samo varovane oddelke, kjer so osebe z demenco. Domovi, socialnovarstveni zavodi, v bistvu si vsi skupaj želijo, da se oseb z demenco ne zapira in to bi moglo biti naše vodilo. Če imamo na voljo dovolj osebja, se lahko to osebje bolj posveti osebi z demenco, predvsem v času, ko je pred njej vzpostavljena visoka ocena ogroženosti, takrat, ko je nemirna, razdražena in tako dalje. In če imamo na voljo dovolj osebja, potem pri teh osebah z demenco tudi ne potrebujemo posebnih varovalnih ukrepov po 29. členu zakona, torej jim ne bi omejevali gibanja in jih ne bi ovirali sposobi. Zato kot skupnost seveda pozdravljamo predlog te oziroma spremembe, ki jih ta novela prenaša, predvsem nov kadrovski normativ na verificiranih oddelkih, ampak povečanje tega kadrovskega normativa bi moralo biti tudi na teh drugih tako imenovanih oddelkih s posebnim spremljanjem. Ker če se zdaj malo provokativno vprašamo, zakaj bi se sploh izvajalci odločili za te prijaznejše koncepte osebnega spremljanja, če lahko po drugi strani imamo uradno verificiran oddelek, tu imamo nov kadrovski normativ, bistveno večji, ki je na splošnih oddelkih in obenem lahko imamo še osebe z demenco zaprte. Zato samo to vzpostavljanje teh zaprtih, varovanih, verificiranih oddelkov, zaradi tega, da se bo lahko izvrševali sklepi sodišč, da bodo lahko sodišča nameščala
osebe v varovane oddelke se nam ne zdi sprejemljivo in bi mogli iti tudi v drug koncept sprejemanja oseb z demenco, oziroma na splošno vseh oseb, ki potrebujejo varovane oddelke. Se pa tudi mi kot skupnost sprašujemo, na kak način kot Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije v tem dopisu, ki so ga poslali, na kak način se bo ta dodatni kader zagotovil. Ker potrebni so res urgentni ukrepi, da bodo izvajalci lahko uskladili svojo dejavnost s tem zakonom najpozneje v 3 letih, kot piše v prehodnih določbah. Obenem si mi v bistvu še dodatno želimo, da se tudi novi kadrovski normativi sprejmejo tudi na ostalih oddelkih, ne samo na varovanih. Zdaj pa za konec bi izpostavil še mnenje posebnih socialnovarstvenih zavodov za odrasle, in sicer oni so mnenja, kar kot skupnost podpiramo, da izvajanje posebnih varovalnih ukrepov ne sodi na posebne zavode za odrasle, temveč bi osebe, ki tovrstne ukrepe potrebujejo, morale biti iz posebnih zavodov premeščene v oddelke pod posebnim nadzorom, saj gre nenazadnje za metodo urgentne psihiatrije in ne metodo na področju dela socialnega varstva. Ko so spomeni navedeni pogoji iz 29. člena za uvedbo posebnega varovalnega ukrepa, gre pri uporabniku za akutno zdravstveno stanje, ki zahteva zdravljenje, in posebni zavodi v varovanih oddelkih ne izvajajo zdravljenja. Torej, kolikor bi prišlo oziroma pride do poslabšanja zdravstvenega stanja uporabnika, se zdravljenje lahko izvaja le v psihiatrični bolnišnici. Pa rad bi še opozoril za to, da mogoče zdaj, ko se spreminja 30. člen zakona, da bi bilo potrebno tudi dodati določbo, ki bi določila v bistvu nosilca stroškov za sprejem brez privolitve v posebni socialnovarstveni zavod s sklepom sodišča. V teh primerih smo mnenja, če je to proti volji uporabnika in sklepom sodišča, da bi strošek za te namestitve moral kriti državni proračun oziroma zavarovalnica. Toliko z moje strani, v osnovi se pa z novelo strinjamo, tudi zelo pozdravljamo predlog novih kadrovskih normativov. Hvala. Hvala, gospod Sahernik, za stališče Skupnosti socialnih zavodov Slovenije. In z nami je tudi gospa Maja Zdolšek iz Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, pa beseda je vaša. Dan in hvala lepa, spoštovani. Ja, kot že rečeno, pisne pripombe na ta predlog že imate od včeraj. V njih lahko berete, da nas ta predlog skrbi, tako strokovno, tako finančno, kot tudi kadrovsko. Kratka bom, izpostavila bom 4 reči, najbolj ključne. Predlog, ki predvideva to dopolnjevanje mreže z varovanimi oddelki, 3 vrste varovanih oddelkov pri socialnovarstvenih zavodih, nam se zelo postavlja vprašanje primerljivosti že obstoječe vrste teh obravnav, nadzorovanih obravnav v varovanih oddelkih v psihiatričnih bolnišnicah. Mreža se določa na način, da se na 30 tisoč prebivalcev zagotovi namestitev za najmanj 12 oseb. To pomeni, z praktičnega vidika, da se v mreži zagotovi najmanj 57 varovanih oddelkov za odrasle osebe nad 19 let. Ob tem že kar v predlogu zakona določamo kadrovski normativ za varovane oddelke, kar do sedaj ni praksa, ponavadi to naredimo z pravilniki, a ne. In s tem opozarjamo, da bi glede na predlagano kadrovsko sestavo tima v varovanih oddelkih in predlagano mrežo v Republiki Sloveniji zgolj za delo v varovanih oddelkih potrebovali 1084 ljudi, dodatnega kadra, in to pomeni 14 zdravnikov, psihiatrov, 57 psihologov, 228 DMS-jev, 456 tehnikov zdravstvene nege, 171 delovnih terapevtov, 14 fizioterapevtov, 144 administrativnega tehničnega kadra. Gre za kader, ki ga praktično že danes v zavodih ni. Težko ga je pridobiti. Tehniki, diplomirane sestre, psihologi, psihiatri. In zato se utemeljeno sprašujemo, ali oziroma na takšen način, kje se bo takšen kader zagotovil, ne da bi to vplivalo na delo tudi pri ostalih izvajalcih dejavnosti. Pa še finančna ocena tega predloga zakona. Za ta predlog naj bi bilo potrebnih 18 milijonov evrov.
Izračun potrebnih sredstev samo za pokritje osebnih dohodkov po trenutnih kalkulativnih elementih zavarovalnice že sedaj znese več kot 38 milijonov evrov. Brez prevoza in malice. V ta preračun tudi niso vključeni materialni stroški niti amortizacija. Postavlja se nam vprašanje, od kje metodologija izračuna potrebnih stroškov 18 milijonov, kajti med 18 in skoraj 39 je očitna razlika. Hvala lepa. Hvala tudi za stališče Združenja zdravstvenih zavodov. Sedaj pa še na mojo desno stran Slovensko združenje za duševno zdravje Šent. Z nami je predsednica Rebeka Novak. Gospa, izvolite še za vaše stališče. Dober dan. Hvala za besedo. Nisem predsednica. Predsednica dr. Švabova se opravičuje. Nevladne organizacije, ki delujemo na področju duševnega zdravja, izvajamo programe v skupnostih, se pravi tam, kjer ljudje živijo in tam, kjer naše storitve in programe, poleg ostalih, tudi potrebujejo. Se pravi, pomoč in podporo. Zavedamo se pomena naših programov v lokalnih skupnostih in vsak dan spremljamo, kakšen doprinos k njihovem okrevanju prinaša vključitev v naše programe. Spremljamo tudi procese deinstitucionalizacije, mednarodne smernice, usmeritve, nenazadnje resolucija o nacionalnem programu, ki poziva k usmeritvi programov v skupnost. Na drugi strani pa smo še vedno kadrovsko finančno podhranjeni. Pa ne govorim samo o socialno-varstvenih programih, temveč o skupnostni obravnavi na splošno. Še vedno se namreč večina sredstev na področju duševnega zdravja zliva v inštitucije, v psihiatrične bolnišnice, v zavode, kljub temu, da smo v obdobju, ko je za deinstitucionalizacijo skrajni čas. Ne gre samo za spremembo načina dela, ne gre samo za to, da ljudje potrebujejo pomoč in podporo v okolju, kjer živijo, kjer bivajo, ne gre samo za drugačen pristop, ampak gre tudi za to, da je skupnostna obravnava pomembna, ker težave v duševnem zdravju niso samo zdravstveni problem. Tu v ozadju so življenjske zgodbe ljudi, ki se tičejo njihove družine, zaposlitve, socialne mreže. Če pa preidem k bistvu, kar smo zapisali tudi v dopisu, ki je bil danes poslan, govorimo o deinstitucionalizaciji, o tem se pogovarjamo že kar nekaj zadnjih let, na drugi strani pa povečujemo število postelj na varovanih oddelkih, česar ne vidimo nikjer drugje v Evropi. Predlog zakona povečuje število postelj za 120. Mi pa vemo, da so potrebe ljudi jasne, vemo, kaj potrebujejo, kakšno obravnavo potrebujejo, potrebno pa je samo poiskati, izkoristiti alternativne možnosti, ki jih že imamo v okoljih, kot je na primer oskrba na domu, kot so oskrbovana stanovanja, stanovanjske skupine, podpora pri samostojnem življenju. Nenazadnje je potrebno in pomembno tudi sodelovanje med sektorji, med zdravstvenim, med socialnim sektorjem in pa nevladnimi organizacijami. In v zaključku, kot smo zapisali v dopisu, predlagamo, da se zadrži izvršba 5.a in 5.b člena, dokler se ne pridobijo jasni podatki o značilnostih oseb, ki so tam nastanjene. Hvala. Hvala lepa tudi za stališča Šent. Se opravičujem, ker sem napačno navedel vaš status, ampak vseeno je prav, da smo slišali tudi vaše stališče. Žal se društvo Altra in pa Zveza Sožitje, Zveza društev za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju opravičila
vendar vseeno slišali smo, spoštovane svetnice in svetniki, stališče predlagateljev, stališče zavodov in pa nevladnega sektorja. Zato odpiram razpravo tudi za vaše komentarje, stališča. Ima še kdo kakšno vprašanje? Izvolite, gospa Elena Zavadlav Ušaj, državna svetnica. Hvala, predsedujoči, za besedo. Moram reči, da sem malo presenečena, glede na to, da so resorji med seboj, kot smo razumeli, sodelovali, ampak potem smo pa z strani prakse dobili drugačno sliko, ne. Se pravi, eno je bilo sodelovanje med ministrstvi, drugo je bilo pa z skupnostjo zavodov, zdravstvenih zavodov in socialnih, kar pomeni, da očitno je mogoče ta vključenost tistih, ki se dejansko prvi srečujejo, pa tudi nevladne organizacije, kot je Šent, in imajo veliko izkušenj oziroma največ izkušenj z tega področja, verjetno so v tem delu bili izvzeti. Zato jaz sama ocenjujem, da tak predlog zakona, ki po eni strani seveda želimo z njim narediti nekaj dobrega za ljudi in da jih ne bi oškodovali in da jim ne bi dejansko kratili njihove človekove pravice. Po drugi strani jih bomo pa, se pravi, potisnili v položaj, ki ni izvedljiv. In kar imamo izkušen, verjetno vsi tukaj noter, se v domovih, kjer se največ srečujejo z demenco, tudi poudarja, kakšne so koristi bivanja ljudi z demenco v skupnostih, ne pa v postavljanju teh ljudi v neke socialne zavode, ampak jim dopuščati možnost gibanja in s tem tudi čim boljši vpliv na njihov potek bolezni. Zato jaz ocenjujem, to je moje mnenje, da tak predlog zakona vsekakor, če se ga ne zamandmira, ni smiseln zaiti naprej v obravnavo in seveda tudi ne v sprejem. To je moje mnenje in upam, da se bo tudi tiste, ki so danes konkretno izpostavili pomisleke tudi glede kadrovskih normativov, pa tudi glede samih finančnih sredstev, ker to poslušamo že na drugih področjih, pri drugih zakonih in vemo, kakšen je problem in je nesmiselno s takim zakonom riniti naprej. Hvala. Hvala tudi državni svetnici, gospe Eleni Zavadlav Ušaj, za stališče in mnenje. Še kdo? Vkolikor ne? Žura? Ja, državni svetnik, Drago Žura, izvolite. Drago. Ja, hvala za besedo. Zdaj, na podlagi razprave bi jaz imel mogoče dve dodatni vprašanji za predstavnico Ministrstva za zdravje. Zdaj, ok, sicer zakon je v prvem branju zdaj, tako da ga bo verjetno možno še dopolniti na posameznih točkah, ki se odpirajo kot take. Bi pa vseeno imel vprašanje, zakaj se ne gre bolj v smer te deinstitucionalizacije, kot je bilo omenjeno s strani predstavnice Šenta, in pa ali bodo predvidene kakšne varovalke v zakonu, koliko se bodo za utemeljene pokazali strahovi okrog teh kadrovsko-finančnih ostalih resursov, če to ne bo možno vzpostaviti v rokih, ki so predvideni. Hvala tudi za vprašanje. Razpravo še kdo? Kolegica državna svetnica Jasmina Opec-Voroš, izvolite. Hvala, predsednik, za besedo. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Kot je že gospa Marinko rekla, v bistvu je res nesprejemljivo, da tako dolgo časa potrebno, da se neka ustavna odločba realizira. Že leta 2015 je bila prva, druga leta 2019. Te stvari, mislim, da v naši državi bi morale malo hitreje iti, posebej, ko imamo pred seboj neko zelo občutljivo skupino, kot so dejansko osebe, ki jih obravnava tale zakon.
Tudi jaz sem zagovornik deinstitucionalizacije. Mislim, da lahko od sprejema zakona o duševnem zdravju pa od resolucije govorimo tudi o nekih primerih dobrih praks, ki so se pojavili. Vem, da recimo v mojem lokalnem okolju zelo dobro deluje skupina v okviru delovnih terapevtov v okviru zdravstvenega doma, ki obravnava bolnike z duševnimi motnjami na nekoliko prijaznejši način, kot je pa to v samih institucijah. In tudi zelo pozitivno je, kar se teh ljudi tiče, ker so vseeno v nekem svojem normalnem okolju, ne zapira se jih v neke zaprte oddelke. In mislim, da je to tisto, pri čemer moramo kar dejansko tudi realizirati človekove pravice. Dejansko te ljudi, po domače rečeno, ne zapremo v neke sobane, ampak jih poskušamo seveda omogočiti čim bolj normalno življenje, seveda v skladu z njihovimi diagnozami. Danes je že bilo veliko rečeno tudi samih kadrovskih normativih, to je bilo tudi moj pomisleki ob samem branju tega zakona, da se spreminjajo kadrovski normativi, pa vedno znova govorimo, da dejansko kadrov v Sloveniji na tem področju še toliko bolj primanjkuje. In kot je že bilo kar nekajkrat izpostavljeno, bi bilo tudi moje vprašanje v tem kontekstu, kako so nastali te izračuni in kje se dejansko predvideva, da se bo ta kadrovski bazen našel. Hvala lepa. Hvala tudi državni svetnici Jasmini Opec Voroš. Preden zaključim razpravo, tudi sam bi nadaljeval tukaj, ko je kolegica Jasmina končala. Sicer je v drugi obravnavi ta zakon. Spoštovati moramo ustavno odločbo, ampak to nam gre v Sloveniji res zelo počasi. Me pa predvsem zbegal v finančni konstrukciji s strani gospe Maje Zdolšek, Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije, da je tukaj po vašem predlogu predvidenih 18 milijonov. Po njihovi kalkulaciji pa bi potrebovali 38 milijonov. Ali smo se to zakalkulirali, ali je to na račun deinstitucionalizacije tako imenovanega prihranka 20 milijonov, ki jih je omenila, ki nastane v razliki, če to čisto potegnemo z izračunom. To bi prosil, če je mogoče odgovor. Sedaj pa še kolegica Bojana Potočan, državna svetnica, izvolite. Hvala lepa, predsedujoči, za besedo. Lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Torej, kot jaz razumem, seveda ta predlog predvsem se približuje oziroma pač ureja zadeve, kot je naložilo Ustavno sodišče, ampak tako kot so že kolegi pred mano omenili, me pa zanima, ali bo šlo še kakšna sprememba, tudi če mogoče ne v tem trenutnem predlogu, v smeri deinstitucionalizacije, pa tudi morda, če bi prosila gospoda predstavnika iz Centrov za socialno delo, kot slišimo, je en Dolfka Boštjančič, ali mislim en tak zavod, ki je za dementne namenjen. Me zanima, kako funkcionira oziroma kakšna je razlika z nekim, bom rekla, klasičnim zavodom, kaj bi vi potrebovali, da lahko recimo neko običajno oddelek, kjer si namenjen osebam z demenco, bi se prilagodil tej smeri, kot je recimo takšen zavod, ali zato imate zakonske okvire oziroma ali bi bilo karkoli okrog tega še potrebno storiti. Ravno tako, kot so kolegi že omenili, tudi mene skrbi problem teh kadrov. Velikokrat seveda neke zakone sprejemamo, ampak potem, ko pride do izvedbe, je nemogoče jih izvajati. Zato me zanima, torej, ali je bila tukaj narejena kakšna raziskava, kako bo s temi kadri, kako se bo to omogočilo oziroma na kakšen način, če v roku, kot vidimo tukaj v 3 letih, naj bi se vse zadeve prilagodile, ne? Nekatere stvari celo v 3 mesecih, tako da me zanima, kak načrt ima ministrstvo v zvezi z realizacijo tega zakona. Hvala lepa. Hvala lepa tudi državni svetnici Bojani Potočan, predvsem tudi za vprašanje, ki se direktno nanaša na skupnost socialnih zavodov. Jaz upam, da bo gospod Sahernik lahko odgovoril, preden zaključimo razpravo. Izvolite, gospod Sahernik. Ja, hvala za besedo še enkrat, pa za
postavljeno vprašanje. Bom prvo tako povedal. Domovi za starejše, konkretno leta 2018 so se za delo z osebami z demenco spisale usmeritve za delo z osebami z demenco. Pri tem so sodelovali Varuh človekovih pravic, socialna inšpekcija, domovi, Ministrstvo za delo takrat in verjetno še kdo je bil vključen. In te usmeritve prinaša ta nov koncept osebnega spremljanja oseb z demenco. Ker če bi zdaj striktno upoštevali zakon o duševnem zdravju oziroma te varovalne oddelke, bi mogli zagotavljati 24-urno varstvo osebe, kar je pa nemogoče, če imamo kadrovske normative 1:2 približno. In na podlagi tega se zdaj v domovih za starejše spostavi ocena ogroženosti. Naprimer, zjutraj, ko se raport zamenja služba, se vidi, če je katera oseba z demenco pač posebej zburjena, zražena, in takrat se pri njej postavi vsaka ocena ogroženosti. In to osebno spremljanje ne pomeni 24-urno spremljanje, ampak za tisti trenutek, ko oseba ogrožena, se njo spremlja. V bistvu se ne uporablja posebnih varovalnih ukrepov, se je ne odvrača, ampak se jo spremlja, se je ne veže, ampak pač na ta način. In na podlagi tega koncepta je verjetno ta kadrovski normativ, ki je bil zdaj predlagan strani stroke, mi kot skupnost ne nasprotujemo temu kadrovskemu normativu, kajti ta kadrovski normativ bi res mogel biti na tak način spostavljen, da bi lahko zagotavljali ta prijazen koncept. Potem ne bi rabili oseb vezati pa jih zapirati in na tak način naprej. Zdaj, konkretno, kakšna razlika pa v tem zavodu, ki ste ga omenili, pa jaz ne poznam, ker sem predstavnik domov za starejše, pa posebnih zavodov za odrasle. To načeloma to. Mogoče bi zdaj, če imam še besedo, se bi se dotaknil pa teh zneskov tudi, kar sem se uvodoma spostavil. Na mene ravno, ne smem, ok, dobro, hvala. Hvala, ker je bilo vprašanje, zato sem dovolj eksplicitno namenjeno. Od svetnikov, svetnic ima še kdo kakšno, s tem pa zaključujem razpravo in bi besedo dal pripravljalcem. Prvo, če ima Ministrstvo za solidarno prihodnost, če imate vi kakšen komentar na razpravo in pa seveda tudi na stališče zavodov in nevladnih organizacij. Ja, glede verificiranih varovalnih oddelkov bi povedala, da je postopek v delu, pa da se bo izvedel, da se bodo potem tudi vsi, ki še niso verificirani, se bodo verificirali. Imamo v delu. Hvala lepa, gospe Hermini Štupar iz Ministrstva za solidarno prihodnost. In kot zadnjo ima besedo predstavnica Ministrstva za zdravje, gospa Vesna Marinko, in ona je tista, ki bo pokomentirala tudi te zneske, tako da se ne bomo ostali ukvarjali s tem, kajti vprašanje smo postavili. Izvolite, beseda je vaša. Najlepša hvala, spoštovani gospod predsednik, še enkrat za besedo, spoštovane članice in cenjeni člani in pa spoštovani gostje. Zdaj na koncu res želim dati le nekaj kratkih pojasnil s pripombami, ki ste jih prejeli pred današnjo sejo, in sicer Združenje zavodov, zdravstvenih zavodov Slovenije, Psihiatrična bolnišnica Idrija in pa Društvo Šent. V zvezi z mnenjem, da naj bi se širitvijo izvajanja nadzorovane obravnave na centre za duševno zdravje povečalo tudi število oseb, ki to vrstno zdravljenje potrebujejo, pojasnjujemo naslednje. In sicer nadzorovana obravnava je obravnava oseb s hudo in ponavljajočo se duševno motnjo, ki se izvaja na podlagi sklepa sodišča. Sodišče bo ob pomoči izvedenca v vsakem posameznem postopku ugotavljalo, ali za nadzor nad izvajanjem nadzorovane obravnave v konkretnem primeru primernejša psihiatrična bolnišnica ali center za duševno zdravje odraslih. Število obravnav pa je povezano s število oseb, ki potrebujejo nadzorovano obravnavo zaradi duševne motnje. Ocenjujemo, da sprememba zakona ne more vplivati na njihovo bistveno povečanje. Morda bo nekaj več primerov, ko se bo duševno motnjo obravnavalo v skupnosti namesto v psihiatrični bolnišnici. V zvezi s pripombo Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, da naj bi v predlogu zakona podcenili stroške za vzpostavitev mreže varovalnih oddelkov, pojasnjujemo, da je ocena stroškov narejena na podlagi podatkov o sedanjih zmogljivosti varovalnih oddelkov socialno-varstvenih zavodov.
Za vzpostavitev mreže bo potrebno le dopolniti obstoječe in na novo vzpostaviti 10 varovanih oddelkov. V zvezi s pripombo društva Šent, da predlog zakona udejanja nevzdržno visoko stopnjo povečevanja institucionalnih kapacitet za nadzor in omejevanje ljudi s težavami v duševnem zdravju in bi morali najprej ugotoviti, v kakšni meri bi se lahko ljudi s težavami v duševnem zdravju, ki so tam nastanjeni, lahko obravnavali v drugih, alternativnih in manj restriktivnih oblikah obravnave. Pojasnjujemo tudi naslednje. Zakon v duševnem zdravju ni ovira za razvoj deinstitucionalizacije in sodniki ne napotujejo osebe z duševnimi motnjami v varovane oddelke zato, ker bi zagovarjali institucionalizacijo. V varovane oddelke se napotujejo osebe, ker potrebujejo varstvo in ustrezno terapevtsko obravnavo, ki jo v svojem domačem okolju nimajo na voljo. Na Ministrstvu za zdravje podpiramo razvoj alternativnih in manj restriktivnih oblik obravnave duševnih motenj in deinstitucionalizacijo. Zato si bomo tudi v prihodnje prizadevali za širitev in nadgradnjo izvajalcev obravnave duševnih motenj v skupnosti z namenom, da bodo osebe z duševnimi motnjami lahko ostale čim dlje v svojem domačem okolju. Ob tem pa ocenjujemo, da zapiranje institucij, ne da bi prej uredili ustreznega varstva in terapevtske obravnave duševnih motenj v skupnosti, ni v skladu z varstvom pravic oseb, ki tovrstne storitve potrebujejo. Mnenja Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, Psihiatrične bolnišnice Idrija in društva Šent, ki smo jih prejeli včeraj in danes, bomo na Ministrstvu zdravja še podrobnejše preučili tekom zakonodajnega postopka. Hvala lepo za vašo pozornost. Bi pa sam še povedala, ko bo zakon sprejet, ko bomo uresničili ustavne odločbe, je pa pripravljen tudi nov zakon, se bo pripravil, kjer se bo ostale stvari tudi uredili. Hvala lepo za vašo pozornost. Hvala lepa, gospe Vesni Marinko, za vaš odziv na razpravo in pa seveda tudi zaključne misli. Spoštovane svetnice in svetniki, mi pa prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem naslednji predlog sklepa. Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o duševnem zdravju EPA 819/9 podpira. In pa drugi, komisija je bila seznanjena z mnenjem Združenih zdravstvenih zavodov Slovenije ter stališčem Šent, Slovenskega združenja za duševno zdravje in predlagatelju ter ostalim kvalificiranim predlagateljem amandmajev predlaga, da jih podrobneje preučijo, kar je pa tudi že gospa Vesna Marinko nam zagotovila. Spoštovane kolegice in kolegi, še skupnost socialnih zavodov. Se opravičujem, sem preskočil. Bi želel kdo razpravljati o predlaganih sklepih? Ne. Prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem prvi predlog sklepa. Prisotnih je 7 članov. Kdo je za? 6 za. Kdo proti? Nihče. Ugotavljam, da je bil predlog sprejet. Na glasovanje dajem še drugi predlog sklepa. Prisotnih je 7 članov. Kdo je za? 7 za. Nihče proti. Ugotavljam, da je bil tudi ta sklep sprejet. Razpravo in sprejete sklepe bomo upoštevali pri pripravi našega poročila, ki ga bomo predložili Državnemu svetu, ki bo tudi predlog zakona obravnaval na naslednji seji v sredo 5.7. na svoji 8. seji. Pristojni odbor Državnega zbora namreč na to temo še ni bil sklican, tako da ga bomo lahko ujeli še z mnenjem plenuma. Določiti moramo poročevalca naše komisije. Bi želel kdo od članov komisije? Vidim, da ni navdušen glede tega, da ugotavljam, da bom poročevalec na plenarnem seju in potem sam. S tem zaključujem drugo točko dnevnega reda. Vsem vabljenim se lepo zahvaljujem za udeležbo na seji in želim vam prijeten preostanek popoldneva.
Mi pa prehajamo na 3. točko dnevnega reda, zaključki strateškega posveta o sodobnih zdravstvenih politikah. Posvet je bil v petek 12.5.2023 v soorganizaciji Državnega sveta na pobudo Slovenskega gospodarskega in raziskovalnega združenja SBRA iz Bruslja. Glavni namen posveta je bil opozoriti na nekatera strokovna in znanstveno podkrepljena dejstva z področja zdravstva, ob zavedanju, da je zdravstvena reforma ena najpomembnejših sprememb, ki se dotika prav slehernega državljana in s ciljem pomagati odločevalcem pri oblikovanju čim boljših stališč. Posvet sva vodila z docent dr. Draškom Veselinovičem, ki mu za začetek predajam besedo, da predstavi dogajanje na posvetu in vsebino zaključki posveta. Gospod Veselinovič, izvolite. Ja, predsednik, hvala lepa za besedo. Spoštovani člani, državni svetniki, člani te komisije, državni svetniki in drugi gostje. Ja, kot je predsednik povedal, smo organizirali ta posvet 12. maja in sicer na našo pobudo. Mi smo Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje iz Bruslja, ki je bilo ustanovljeno leta 1999 z inicijativo Univerze Ljubljana, Univerze Maribor, Inštituta Jožef Štefan, Riko iz Ribnice, Gospodarske zbornice Slovenije in z eksplicitno podporo takratne Drnovškove vlade. Tako da zdaj bomo praznovali naslednje leto naše 25-letnico. Naše glavno poslanstvo je pravzaprav to, da skušamo prinašati Bruselj v Slovenijo in seveda zastopati interese Slovenije v Bruslju. V praksi sicer pomeni to, da se največ ukvarjamo z nepovratnimi evropskimi sredstvi, za katere nas kontaktirajo različni slovenski deležniki, od ministrstev do čist komercialnih podjetij, start-upov, velikih podjetij, inštitutov in tako naprej. Tako da smo neprofitno mednarodno združenje, tako da smo neka neutralna inštitucija, da tako povem, in nismo državna inštitucija, kljub temu, da nosimo ime Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje. No, tako da v tem kontekstu, kot sem povedal, tudi ideja, da organiziramo ta posvet, za kar se ponovno zahvaljujem predsedniku Lotriču, predsedniku Državnega sveta, predsedniku komisije Kastelicu in njegovi ekipi, predvsem gospe Zupanec, ki so res pomagali to organizirati in za katero organizacijo mislim, da je bila res profesionalno narejena. Mislim, da smo uspeli zbrati vse pomembne dejavnike v Sloveniji na področju zdravstva oziroma zdravja, tudi med občinstvom so bili zanimivi prispevki oziroma diskusija z izjemo zdravstvenega ministrstva, ki se ni udeležilo tradicionalno, bom rekel, takih konferenc. Jaz sem se prikal govoriti z ministrom na to temo, no in je rekel, da bo nekako po poletju nekako bolj kooperativen, ker tudi potrebuje neko pomoč v povezavi z ukinitvijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, se tukaj najde neka pač primerna oblika financiranja in pač neka primerna oblika sploh tega nadaljnega zavarovanja, ne, v neki drugačni obliki. Ja, zdaj zaključke ste dobili te konference, mislim, da je kar 21 zaključkov, ki so verodostojno napisani. Jaz ne bi šel vseh zaključkov skozi, ker verjamem, da so vsi zasedeni, no. Mogoče sam nekaj res ključnih poudarkov. Recimo, zanimiv poudarek je bil to, da pravzaprav, ko gledamo mednarodno primerljive podatke, da Slovenija niti ni tako slaba, kar se tiče obsega financiranja zdravstva oziroma zdravja oziroma ohranjanja zdravja, ampak da je tukaj tudi velik problem same organizacije, vodenje, upravljanje samega zdravstva, da bi se lahko za naprednejše rešitve v zdravstvu tudi angažirala določena nepovratna evropska sredstva, tukaj je ravno naše poslanstvo, s katerim se največ ukvarjamo, tako da z veseljem, ki pomagamo pri tem. Kot sem rekel, ta nabor inštitucij, ki lahko koristi ta sredstva, je zelo širok, torej od komercialnih inštitucij, katere smo do sedaj v glavnem zastopali, ampak recimo zanimivo naj povem, ne, da ko smo nekaj slovenskih start-upov, ki se ukvarjajo z recimo digitalizacijo zdravstva in pomagali dobiti evropska sredstva za njihovo delovanje, ne, ta slovenski start-upi v glavnem recimo delajo te programe za tuje države, v tujih državah so aktivni, ne pa v Sloveniji. Tako da mi smo jim pomagali recimo dobiti evropska sredstva, nepovratna, in ta razvoj so potem prodali, bom rekel, druge. Zdaj, ko je v postopku tudi zakon o digitalizaciji zdravstva, se mogoče tudi to hitreje odvilo pri nas in bo mogoče te inštitucije, ki so na svetovni ravni kvalitetne, lahko tudi doma več na tem področju delale. Mogoče še en zanimiv poudarek, da ko so bili znižani nekoliko
mogoče zdravstveni normativi v času COVID-a, da so te normativi ostali in bi se lahko zdaj ponovno povišali na raven izpred COVID-a. Tako da zakaj imamo zdaj nižje normative delovanja zdravstvenih delavcev, ko bi lahko šli na verjetno pred COVID-no raven. To je bil en pomembno ugotovitev, po mojem mnenju, tega posveta. Omenil bi še, ker sem prej začel s sredstvi, najbolj razvite države na svetu pravzaprav veliko, na področju zdravstva seveda tudi veliko vlagajo v preventivo. In tukaj smo tudi v Sloveniji še, nismo še tako razviti, kot bi lahko bili, nismo izkoristili vseh možnosti, ki jih imamo, in v okviru preventive tudi velja omeniti zmanjševanje škode, harm reduction, kot rečemo v angleščini. Tudi to področje recimo v Sloveniji nekako precej zaostaja, s tem ne bi se tudi ukvarjal NIJZ, pa mislim, da bi se dalo tukaj več narediti na tem področju. Ja, poudarja se primarni element zdravstvenega sistema, da mora ostati torej baza našega zdravstva. Digitalizacijo sem že omenil, dobro rešitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, seveda tukaj še čakamo, kaj se bo zgodilo, veseljem, ki pomagamo. No in predvsem to, da mora biti tudi človek seveda v ospredju pri zdravstveni reformi in tudi znanstvena odkritja in dognanja se morajo upoštevati pri zdravstveni reformi. Torej, da se konkretno dokazljive stvari v zdravstvu, v znanosti na področju zdravstva seveda ustrezno prenesejo tudi v to reformo. In tudi to je bil ena pripomb, da bi se lahko morda Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije bolj vključil v to reformo. Nenazadnje imajo, mislim, da 40-letnico, imajo kar nekaj izkušenj in seveda tudi neka mnenja, ki seveda si jih lahko upoštevali, pa ne, ampak jih gotovo smiselno vključiti v samo zdravstveno reformo. Jaz sem skušal biti res kratek, seveda sem na voljo za kakršnokoli vprašanja. Mislim pa, da je posvet koristen, sklicali smo ga še pred ukinitvijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Ko smo ta posvet imeli, je to bilo že ukinjeno, kot neke diskusije bilo na to temo. Verjamem pa, pa tudi upam, da ministrstvo je pospešeno dela na tej reformi, da bomo poleg tega zakona, ki bo zdaj dano v proceduro, da bomo še druge kakšne pametne in dobre odločitve videli. Hvala lepa. Hvala lepa za jedrnato predstavitev samega posveta. Kot je že profesor Veselinovič dejal, da je bilo ocenjeno, da ima slovenski zdravstveni sistem tudi veliko rezervo, tako v organizaciji, v vodenju, kot tudi v racionalnejšemu in pa seveda optimalnejšemu trošenju denarja namenjenega zdravstvu. Pri tem pa tudi seveda pri postavljanju normativov. In še tisti drugi del bi jaz dodal, kot tudi sovoditelj tega posveta. V razpravi so bile podane tudi ideje organizacije kakšnega posveta. Eden takšen je bil tudi ideja o analizi tako imenovanega koronskega zdravljenja oziroma posledic cepljenja proti COVID. O tem smo že razpravljali oziroma sem dajal neke informacije na našli komisiji. Dorekli smo, da počakamo na odziv Ministrstva za zdravje. Nacionalni inštitut nam je že poslal in potem se bomo tudi na podlagi tega odločili o nadaljnih korakih, mogoče v jesen na posvetu, zdaj zagotovo ne med počitnicami, ker je že druga oblike, nas preveč preganjajo. Zdaj v nadaljevanju tudi sprašujem gospod Vesno Marinko, ki je predstavnica Ministrstva za zdravje, če ste ta dopis tudi dobili in kdaj lahko pričakujemo. Verjamem, da imate zdaj tudi vi veliko dodatnih obveznosti, kajti prihaja ta zdravstvena reforma, bi pa vseeno želel tudi za vaše mnenje in pa tudi stališče. Izvolite. Ja, najlepša hvala za besedo še enkrat. Vseeno uvodoma bi se najprej zahvalila Državnemu svetu za organizacijo strateškega posveta o sodobnih zdravstvenih politikah in pripravljeno poročilo.
Na posvetu so bila res obravnavana in osvetljeni številni vidiki, ki so relevantni pri načrtovanju celotne zdravstvene reforme. Res je, minister se je upravičil, takrat je bil res zaseden, se žal ni mogel udeležiti, zato smo pa z zanimanjem res prebrali to poročilo in je bilo izredno zanimivo in bi se v tem delu odzvala le na nekatere zaključke, bo pa vlada pripravila pisni odziv na pripravljeno poročilo. Zdaj, slovenski zdravstveni sistem temelji torej na evropskih vrednotah solidarnosti, enakopravnosti in pravičnosti, na podlagi katerih mora biti uporabnikom zdravstvenih storitev zagotovljeno dostopno in kakovostno zdravstveno varstvo. Obveznost države je ohranjati in razvijati takšen zdravstveni sistem, ki bo v svoje jedro postavljal pacienta in bo pri tem tudi finančno vzdržen in učinkovit. Na Ministrstvu za zdravje vedno v središče zdravstvenega sistema postavljamo pacienta in njegove potrebe. Prav čim bolj učinkovitemu, kakovostnemu in stabilnemu zdravstvenemu sistemu so namenjeni tudi prihodnji naši ukrepi. Zato se lotevamo zdravstvene reforme temeljito in po posamičnih, vnaprej premišljenih korakih. Cenimo tukaj podporo Državnega sveta pri uvajanju digitalizacije v zdravstvo, da bi lahko bolje izkoristili tudi sredstva, ki so na voljo v ta namen. Zakon o digitalizaciji zdravstva, ki je trenutno v parlamentarni obravnavi, predvideva centralno upravljanje informatike v zdravstvu in poenoten nadzor nad rešitvami, ki se v sistem uvajajo. Vprašanji preureditve obsega pravic in možnosti za zavarovalne produkte sta pa vsebinsko povezani. Vsekakor je ob izvedbi reforme poleg sprememb pri virih financiranja potrebno izvesti tudi temeljit premislek o obsegu košarice pravic, ki je zajeta obvezno zdravstveno zavarovanje ter o tem doseči širši družbeni konsenz. To še posebej velja predvsem za zdravstvene storitve, kjer je že sedaj delež doplačil zelo visok, več kot recimo 90%. Za te storitve je značilno, da nimajo nekega bistvenega pomena na zdravje posameznika. Zavod za zdravstveno zavarovanje je tudi eden ključnih deležnikov našega zdravstvenega sistema, zato mora biti njegova vloga tudi primerno zakonsko urejena, organizacija, upravljanje in vodenje pa preurejeni v skladu s časom, v katerem živimo. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je in bo vključen vse dosedanje procese izvajanja reformnih aktivnosti, tako trenutnih kot predvidenih v naslednjih mesecih. Na področju vodenja in upravljanja javnozdravstvenih zavodov je Vlada Republike Slovenije že sprejela določene korake. Izkazana je potreba po večji profesionalizaciji upravljanja javnozdravstvenih zavodov, zlasti bolnišnic, pri čemer zaradi narave poslovanja potrebna sinergija znanj s področja zdravstva, upravljanja, ekonomije in prava. Pozdravljamo podporo tudi Državnega sveta dobro razviti in organizirani preventivi v Sloveniji. Preventivne dejavnosti so pomemben del celovitega zdravstvenega varstva, saj z njimi učinkovito preprečujemo nastanek nalezljivih in nenalezljivih kroničnih bolezni. Z javnozdravstvenimi politikami in ukrepi na področju tobaka, alkohola, prepovedanih drog, prehrane in gibanja ter drugih preučujemo dejavnike tveganja za te bolezni. Preventivna dejavnost se z delovanjem referenčnih ambulant in širitvijo mreže zdravstveno-vzgojnih centrov v zdravstvenih domovih v zadnjih letih pomembno okrepila tudi na primarni ravni zdravstvenega varstva. In centri za krepitev zdravja so v Sloveniji, ki jih imamo organizirani, so tudi primer dobre prakse širom Evrope. Nadaljujemo tudi z aktivnostmi za širjenje novih presejalnih programov in drugih preventivnih aktivnosti, ki so dokazano učinkovite in pri tem vključujemo tudi nevladne organizacije in društva bolnikov. Naš cilj je doseči večjo zdravstveno pismenost prebivalstva, kar bo prispevalo k boljšemu zdravju in bolj učinkovitemu koriščenju storitev, ki jih nudi zdravstveni sistem. Aktivnosti, za katere mora poskrbeti družba, zagotovi ustrezne razmere in okolje, v katerem bodo ljudje zdravi, niso le naloga dejavnosti zdravstvenega sektorja, ampak je skrb za zdravje naloga celotne družbe kot vsakega posameznika. Ministrstvo za zdravje si prizadeva za dobro medsektorsko sodelovanje, ki temelji na načelu zdravja v vseh politikah. Strinjamo pa se,
da je pri reformnih ukrepih potrebno upoštevati tudi družboslovne vidike ter si z vključevanjem različnih deležnikov prizadevati za doseganje čim širšega družbenega in političnega soglasja za predlagane spremembe. Kot sem že povedala, bo Vlada Republike Slovenije v sklepu, ki ga je določila komisija, tudi pripravila pisno poročilo. Hvala lepa generalni direktorici Direktorata za javno zdravje, gospe Vesni Marinko, za mnenje in stališče ministrstva. Zdaj pa odpiram razpravo, če zanima še koga od kolegic in kolegov. Kolega podpredsednik Državnega sveta, gospod Matjaž Švagan, izvolite. Gospod Marinko, lahko samo mikrofon, prosim. Zdaj pa bo. Vsi imamo težave s tem. Po tretjega rada. Ja, hvala lepa, spoštovani predsednik, za besedo. Lep pozdrav gospe Vesni, predstavnici Ministrstva za zdravje, in pa gospodu Veselinoviču. Seveda o zdravstvu lahko veliko govorimo, ker imamo pa danes možnost ali pa med nami lep predsednika oziroma inštitucijo, ki je evropska oziroma vseevropsko priznana, pa je bilo vmes že omenjeno tudi dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Sama okrogla miza oziroma razprava je bila pred ukinitvijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, pa bi izkoristil to priliko, ker je tukaj veliko špekulacij, namigovanj. Vemo pa, da na koncu ljudje, kakorkoli bomo že plačevali, želimo dobiti najboljšo, uslugo. Nekaj politično, nekaj pa strokovno, pa me zanima, ker ste ravno v tej razpravi omenili, da bi želeli pri tem tudi pomagati ministrstvu, ker mislim, da je bilo edino pravilno, glede na izkušnje, ki jih imate, in pa inštitucijo, ki je vseevropsko povezana, kot sem rekel vodoma. Pa me zanima vaš pogled na ta, po moje, ad hoc projekt, ki pa seveda bo mogel se dopolniti, ker vemo, da se zdaj podaljša do 1.1.2024, je treba stvari proučiti. Kot sem rekel vodoma, ljudje ne zanima, kaj, kako, na kakšen politika dela, ampak zanima jih, kakšen bo njihov status, oziroma da bodo te pravice ostale iste ali se še nadgradile. Čisto vaše mnenje, če lahko izkoristim to priliko. Hvala. Hvala kolegu državnemu svetniku Matjažu Švaganu. Ma še kdo kakšno vprašanje? Koliko ne, bi prosil profesor Veselinoviča za odgovor. Izvolite. Ja, hvala lepa za vprašanje. Mislim, jaz moram tako povedati, nisem specialist za zdravstvo, ne? Jaz sem finančni specialist, verjetno mi o tem bolj poznate, ne? Ampak vodim pa to inštitucijo, ki je organizirala že kar nekaj zdravstvenih posvetov, kjer smo imeli res eminentne strokovnjake prisotni, tako slovenske kot tuje. Recimo nazadnje smo imeli, mogoče gospe generalni direktorici informacije, imeli smo lani novembra recimo v Bruslu na naši ambasadi, oziroma stalnem predstavništvu smo imeli recimo konferenco na temo digitalizacije zdravstva. In smo imeli recimo najprej predstavitev Evropske komisije, ko si ona predstavlja to, potem smo imeli tudi to problematiko osebnih podatkov. Mi smo nekih slovenskih firm, ki delajo to vrstne programe digitalizacije, in nekaj primerov, nekaj držav, ki so to že izpeljali. Zelo koristna konferenca. In tudi tam se recimo jaz kaj naučim, seveda. In potem skušamo s kolegi, kjer delamo skupaj to v Bruslu, prenašati v Slovenijo te stvari. Če dopolnilnega zavarovanja, moram tudi mene malo presenetiti, da je bilo to tako na hitro ukinjeno. Vidimo, je podaljšano, ta ukinitev je podaljšana, oziroma ne bi se začela s 1. januarjem. Moj glavni pomislek, se tukaj mogoče bo lahko generalna direktorica več povedala, jaz se bojim, veste kaj, da eno je cena tega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki recimo je zdaj zablokirana. Ampak ti lahko podražiš tudi tako, da zmanjšaš nabor storitev, ki so v tem paketu. In meni je ključno, potem, ko se bo to enkrat res sprovedlo, se pravi s 1. januarjem, kaj bo v tej košarici zdaj skupni, to, kar je zdaj obvezno in dopolnilno, posebej, kaj bo potem to v eni košarici. Bo ta košarica še vedno enaka teh storitev, kot je zdaj, ali morda celo kaj več, ali pa kaj manj. Če bo kaj manj, bo to dejansko podražitev. Tako da meni je to ključni moment tega. In morda celo tako, če ne bo to v začetku podražitev, se zna zgodi, da bo morda kasneje.
ko bodo finančne neke pritiski, da tako rečemo, pa bo recimo prišla ideja, no pa dajmo malo zmanjšati to košarico. Ne. To pomeni, da bo potem še več se prelagala neko tretjo obliko zavarovanja, to prostovoljno, ki jo potem delaš pri neki zavarovalnici. Zavarovalnice zdaj čakajo, da bodo ponudile neke oblike zavarovanja, ki ne bojo vključene v novem tem skupnem oziroma sedaj v obveznem in dopolnilnem. Ne. In to je potem naš bodoči, bom rekel po domače, zdravstveni sistem, ki ga bomo mi uporabniki imeli. In koliko bo stal, seveda ne vemo v tem trenutku. Ker je ključno, kaj bo v tej skupni košarici ostalo in kaj bo šlo na neko dodatno, da rečem, zavarovanje. Ki ga bo eni si lahko prvoščili, eni ne, nažalost. Ne. Ampak to je v bistvu bolj vprašanje bi rekel za zdravstveno ministrstvo. Jaz sem tukaj bolj intermediator mogoče. Hvala. Profesor Veselinoviču, ja, na samem posvetu je bila košarica pravic večkrat izpostavljena in tudi danes je gospa Marinko omenila, tudi vsi deležniki, ki so bili predvsem s strani Združenja upokojencev, sindikatov upokojencev, predvsem starejši in predstavniki invalidskih organizacij so to izpostavljali, ali bo po ukinitvi eventualni takrat, če košarica pravic ostala ista, ali se bo to preneslo na paciente oziroma zavarovance. Pa če mogoče vaš komentar na to. Doktor Veselinovič, mikrofon. Ja, pardon. Ja, lejte, morebitno oženje pravic je zelo občutljivo področje, no? Ker je treba res tukaj vsako spremembo res skrbno preučiti, tako z vidika vpliva na zdravstveno sliko prebivalstva, ter tudi skrbeti, da posamezni skupini v bistvu se ne zmanjša dostopnost do pravic, ki so pomembne za zdravje. No? Tako da zdaj, kaj bo tisto, ko bo, je zelo vprašanje, verjetno za $1 milijon, jaz ne moram zelo to odgovoriti, ampak zagotovo bo to predmet razprave v prihodnje, kjer bo seveda bila to del širše zdravstvene reforme. Ja, jaz upam, da leto 2024 ne bo še do tega prišlo, kajti je proračunska varovalka in jaz upam, da se ne bo potem prelevilo, ampak seveda, kot je rekla že gospa Marinko, je še kakšno leto vmes in se mogoče še lahko zgodi. Res pa je, da tudi Zavod za zdravstveno zavarovanje je v tem 30-letnem obdobju le držal, da so bili zavarovanci, pacienti maksimalno glede tudi na BDP, ki je namenjen zdravstvu, in pa seveda sredstva, ki jih državljani zavarovanci namenjamo za zdravstveno varstvo, tudi maksimalno v določeni meri, da smo dobili. Skratka, ima še kdo kakšno vprašanje? Gospod Veselinovič, še vi za zaključek. Potem pa zaključujem to razpravo in prehajamo na odločanje o predlogu poročila komisije k zaključkom strateškega posveta o sodobnih zdravstvenih politikah, ki ste ga prejeli ob sklicu seje. Navedeno poročilo zaključka posveta, katerega smo v okviru Državnega sveta dogovorjeni, da se vanje ne posega in se z njimi zgolj seznanjamo. Vsebuje tudi dodaten sklep komisije, s katerim komisija predlaga Državnemu svetu, da se ob seznanitvi zaključki posveta na podlagi prvega in drugega odstavka 97. člena Poslovnika Državnega sveta sprejme sklep, da poziva Vlado Republike Slovenije v njenem okviru Ministrstvo za zdravje, da proučita zaključke posveta in se do njih v 30 dneh tudi opredelita. Bi kdo želel razpravljati o temu seznanitvenem sklepu? Kolikor ne, prehajam na glasovanje. Na glasovanje pa dajem naslednji predlog sklepa. Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, predlog poročila Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide k zaključkom strateškega posveta o sodobnih zdravstvenih politikah podpira. Bi kdo želel o sklepu spravljati? Obrazložiti svoj glas. Glasujemo. Prisotnih nas je 6. Kdo je za? 6.
6, nihče proti. Ugotavljam, da je bil predlog sklepa sprejet. Zaključke bomo obravnavali v naslednji teden, v sredo, 5.7. V imenu komisije bom na seji poročal jaz, kot je bilo že predvideno že v samem predlogu poročila komisije. S tem zaključujem 3. točko dnevnega reda. Obema vabljen k tej točki. Lepa hvala za udeležbo, konstruktivno razpravo in pa seveda želim tudi vama lep preostanek popoldneva. Prehajamo na 4. točko dnevnega reda razno. Članice in člani komisije obveščam, da bo najbrž v juliju morali sklicati še kakšno redno ali izredno sejo, predvsem izredno, saj so se v zakonodajno proceduro uvrstili pomembni zakoni, za katere si, kot kaže, vlada prizadeva, da bi bili še pred poletjem oziroma pred počitnicam. Zdaj, prva taka seja se nam je namenila že v ponedeljek, kjer je pred nami sistemski zakon o dolgotrajni oskrbi in pa seveda predlog zakona o spremembah, dopolnitvah zakona o socialnem varstvu. Že vnaprej vas vse prosim za sodelovanje, za udeležbo oziroma za zagotovitev nadomestnih članov, če se sami te seje vseh naslednjih ne boste, ne boste mogli udeležiti. Bi želel kdo še kakšen poudarek glede tega. Vidim, da se podvajajo seje teh naših teles, vendar smo v prostorski stiski tukaj na Šubičevi in pa seveda iščemo vsako luknjo, da lahko zagotovimo tudi čim več udeležbe. Vkolikor nima nobeden dodatnega predloga, mnenja, zaključujem tudi 4. točko dnevnega reda in današnjo sejo ob 14.25 zaključujem. Vsem želim tudi vam lepo popoldne, pa nasvidenje v ponedeljek.